kaj to je, kaj ta znak pomeni in kaj v bistvu prinese, pa kaj zagotavlja kupcu kot tak. Absolutno, vsekakor. Zdaj, ne zato, ker bi pač znak bil gor, ampak zato, ker so stvari pač boljše, znak pa to samo potrjuje. To so stvari, ki so izbrane, ki so lokalne, ki so kmečke pridelave, predvsem, če je izbrana kakovost kmečki, še toliko bolj. Namen te sheme je ravno to, da se oziroma postavi na prvo mesto izdelke, ki so v Sloveniji proizvedeni. Zato, ker to je naše, to ni uvoženo in tle najlažje preverimo, a je kakovost taka, kot mora biti. Pri primeru izbrana kakovost kmečki za sire, na primer, to pomeni, da predelujemo samo lastno mleko ali pa mleko iz okolice 25 km. Zdaj, bolj lokalno kot to, po mojem, ne more biti. In zdaj, če jaz samo svoje mleko predelujem, najbolj vem, da je dobro mleko. In potem lahko dobri izdelki nastanejo in kupec ima neko dobro izkušnjo, ko to kupi in vključi v neko svojo jed. Zdaj, mogoče prvič se bo kupec odločil za nakup zato, ker ima certifikat, zato, ker je potrjeno, se pa potem vračajo, zato, ker je kvaliteta taka, kak mora biti. Zdaj, tukaj je mogoče malo razlika, si posamezno vključen v to shemo ali pa kot neko združenje. Mi v združenju sirarjev smo skupinsko vključeni in imamo notranje kontrole, kjer se vsako leto nekaj kmetij pregleda, gre po principu žreba, in pa potem te, preglede, kontrole sporoči naprej. Se pravi, imamo neko pokrovitno zunanjo kontrolo in pa notranje kontrole, ki preverjajo in zagotavljajo, da se držimo pravil, zelo podobno kakor pri vsakemu načinu certificiranja. Jaz mislim, da za potrošnika sploh v bodoče, če bo znak še bolj prepoznaven, bo to neka varnost, neko zagotovilo, da živilo, da izdelek ustreza nekim vrednotam, ki so jim pomembne, in da je vredno vložiti tisti evro več za nek sir, ker je pač res dober, ker je res slovenski in mogoče tamle pri sosednjem kmetu narejen. Tako da je velika razlika.